Koliko milijard bo torej Slovenija namenila za obrambo? 2 milijardi, kot vlada Roberta Goloba govori doma, ali 3,35 milijarde, k čemu se je na nedavnem vrhu držav NATO zavezal premier Golob? So se strasti v koaliciji umirile zaradi izdatkov za obrambo? Kako napeti so odnosi še posebej po potezi SD-ja, ki je podprla predlog Levice za razpis referenduma? Kaj bo glede vlaganj v obrambo v prihodnosti sploh obveljalo? Bomo koga peljali žejnega čez vodo? Kaja Kobetič v pogovoru s predsednikom vlade Robertom Golobom. Potem pa prvi odziv koalicijske partnerice. Gospod premier, odnosi v koaliciji so bili pred današnjim koalicijskim vrhom precej napeti. Vam je danes uspelo pomiriti koalicijski partnerici, ko govorimo o dvigu obrambnih izdatkov? Jaz mislim, da ja. Po daljši razpravi se je pokazalo, da imamo skupen cilj, praktično vse tri stranke, in ta cilj je, da ostanejo obrambni izdatki na 2% v letošnjem letu in ga potem postopno dvigujemo do leta 2030 na 3%. Okoli tega smo se strinjali vsi in danes sem jim tudi pojasnil, zakaj verjamem, da bodo te številke tudi dokončne. Toda kako bo Slovenija, ki se je v deklaraciji NATO zavezala 5% BDP do leta 2035, vložila le 3% BDP, kot ima od leta 2030 do 2040 zapisano v resoluciji iz Državnega zbora. Torej tu sta 2% razlike, kar v slovenskem primeru pomeni več kot milijardo evrov. Torej, ali obvelja resolucija Državnega zbora 3%, ali deklaracija NATO, ki pomeni 5%. Tu mislim, da ne morete demantirati, da se dokumenta razlikujeta v odstotkih. Zelo enostaven odgovor v resnici. To, kar vi trdite, je deloma res, ker obstajajo dve pomembni varovalki. Obe sta bile izpogajani tudi na pobudo Slovenije. Slovenija je bila ena najtrših pojavcev. Prva varovalka je, kot sem že omenil, da se v letu 2029 ponovno pretehta, kakšen je obseg izdatkov, ki je potreben za izpolnjevanje pričakovanj zavezništva. To je prva, ta je najpomembnejša. Druga je pa definicija, kaj se pa šteje v obrambne izdatke. In razlika med 3% pa 5%, ki jo vi omenjate, se večinoma nanaša na civilne projekte. Civilne projekte, v katerih je Slovenija že danes zelo prisotna. Praktično vsaka država lahko po svoji poljubni izbiri uvršča tudi civilne projekte v to razliko. Bomo s temi vlaganji do leta 2035 dosegli 5% BDP, če vas prav razumem? Ne trdim tega, govorim, da bo samo še lažje v letu 2029 dokazovati, da Slovenija vlaga dovolj, ker imamo že danes teh civilnih vlaganj bistveno več, kot jih prikazujemo kjerkoli. Zato je to leto 2029 v resnici pomembno, ker takrat določamo, ali je naša resolucija, naša zaveza zadošča ali ne. Jaz sem prepričan, da bomo takrat dokazali NATO, da je to, kar bo Slovenija do takrat vložila, čisto dovolj. Ker je v deklaraciji dovolj varovalk, da razumemo, da 5% ni dokončnih. Čemu torej deklaracija NATO, kjer je jasno zapisanih 5%? Se vam ne zdi potem nesmiselno, da so sploh zapisani v deklaraciji? Deklaracija je plod kompromisa med različnimi interesi 32 članic. Verjamete mi, tudi zame bi bilo popolnoma nesprejemljivo dati 5% za orožje. In o tem ni bilo nikoli govora in na to tudi nikoli ne bomo pristali. Ampak je predvideno, da bo za orožje, za vojsko v Sloveniji postopoma do leta 2030 namenjenih 2% bruto družbenega proizvoda. To je pa v resnici, veste kaj, zaveza, ki je dala Slovenija že v letu 2014. In v resnici ni nič novega. Ali to pomeni, da bo vlada upoštevala pobude Levice in bo Slovenija zahteve NATO izigrala? Vodja poslancev Levice je denimo zapisal, da je naloga Slovenije, da te prazne in nelegitimne zaveze, ki nimajo podpore ne ljudi, ne vladnih strank, preprosto ignorira. Jih boste, gospod predsednik, ignorirali? Jaz sem pojasnil in pojasnil še enkrat. Izpolnili bomo tisti del, ki smo si ga zastavili pred odhodom v NATO. In to je 2% letos in 3% do leta 2030. In tak je bil tudi danes dogovor na tej koaliciji. Ta koalicija bo v tem mandatu in tudi v naslednjem izrecno in izključno spoštovala ta del. Sedaj je na nas, da najprej izpolnimo to, čemu smo se zavezali, to je 2% letos, 3% do leta 2030.
Od tu naprej je pa povsem novo pogajanje in povsem nova zgodba. Mogoče, da ima kdo različne poglede v Sloveniji, na vrhu NATO, ko sem predstavil naš scenarij, do zdaj še nismo slišali niti enega glasu nasprotovanja. Prvi preizkus bo sicer jesensko glasovanje o proračunu, a izdatkov za obrambo vlada ne bo pridobivala na račun sociale, zatrjuje premier. Če bo potrebno, bomo državo dodatno zadolžili za tisti del, ki bi v proračunskih izdatkih zmanjkal. Zaenkrat ni velikih pritiskov za to, proračun je sicer zdaj šele v nastajanju in prvi test tega, ali pa če hočete, prvič se bomo lahko to prepričali, ko bo proračun za prihodnje leto tudi dokončno sestavljen. Danes je o tem prezgodaj govoriti, ampak ponovno zagotovilo ne bomo rezali socialne države, socialnih izdatkov, zato da bi namenjali več za orožje. Bi se tem nejasnostim lahko po vaše izognili, če bi torej pred vrhom NATO domači koaliciji razložili odstotke in vlaganja? Jaz mislim, da tle se motite v tem delu, da so bili ti v resnici izdatki pojasnjeni. Gre za izhodišča, ki so bila pred vrhom NATO na vladi. Kljub temu, da naj bi po številnih burnih odzivih koalicijskih partneric, da premier na vrh NATO odhaja brez mandata za soglasje 5%, danes zgladili spore, pa je SD istočasno v parlamentu podprla Levico pri pobudi za posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih. Vi ste odzive v preteklih dneh označili kot predstavo za javnost. Še vedno trdite tako? Jaz mislim, da danes je tisto, kar je pomembno, ni, ali smo se mi dogovorili, ker smo se. Za ljudi je najbolj pomembno, da vemo, kakšna je pot Slovenije. Vsaka stvar se začne burno, potem ko pa se ugotovi, da mogoče vidimo stvari enako, samo ne začenjamo iz istih izhodišč, potem je dosti lažje. In na koncu smo imeli skupen pogled, kako naprej.